Lepo pozdravljeni. Moje ime je Nina Kolar in ustvarjam pod imenom Unikatnica. Izdelujem unikatni avtorski nakit za moške in ženske, slike in voščilnice. Izdelke pa najdete na moji spletni strani www.unikatnica.com. Prisotna sem tudi na Facebooku pod imenom Unikatnica. Danes vam bom v obliki online delavnice predstavila izdelavo unikatne rožice, orhideje, ki jo bomo izdelali iz žice in starih najlonk. Pa kar začnimo. To si pripravite nek modelček, na katerega boste uvijali to žico, da boste dobili ogrodje v obliki kroga. Jaz bom pričela kar z uporabo take šetuljice od čigumijev. Takole spluščim in iz njega naredim eno elipsico. To pa samo zato, da bom lažje ločila to ogrodje, ta delček od preostalih. Tako, zdaj bom pa s pomočjo enega takega koluta, na katerega je bil predhodno navit en okrasni trak, oblikovala še dva največja cvetna lističa oziroma ogrodji za dva največja cvetna lističa. Tako, v naslednjem koraku vzemite vaterano paličico in jo prepognite na pol. Nato pa iz koluta žice odrežite še eno žičko, še en kos žice, dolžine približno 2 decimetra. Jaz sem si ga že prej odrezala. Vzamem najmanjši dve ogrodji za dva najmanjša cvetna lističa. In sicer bom najprej vzela tega, ki je malo večji, in čezenj poveznila najlonko v rumenih odtenkih. Zakaj rumenem? Zato, da bom formirala notranja dva cvetna lističa, zato je ta barva najlonk drugačna od te ciklamne barve, zato ker bodo v ciklamni barvi preostali večji cvetni lističi. Tako da tudi vam predlagam, da si izberete za notranja dva cvetna lističa kakšno rumeno, belo, lahko pa tudi kakšno drugo barvo. Važno je samo to,
da bo vidno, da gre za dve različni barvi. Na temle ogrodju, vidite, je nitka. Vmes bom dala ta dva prašnika, takole. Se pravi, med tema dvema cvetnima lističa sta prašnika, ampak jo bom dala malo bolj noter, tako da ne bosta ravno ven, čez ti dve ogrodji kukala. Takole. In na enak način, kot sem naredila s temi dvemi ogrodji, bom naredila zdaj tudi s preostalimi. Le da bom čeznje poveznila najlonko v ciklamni barvi. Se pravi, da zdaj potrebujem še 1, 2, 3, 4, 5, 6 koščkov. Tako, pripravila sem si 5 oziroma 6 koščkov najlonk. In sicer sem enega še naknadno izbrala v drugi barvi, to je za to ogrodje, ki je take bolj jajčaste oblike, ki bo za notranji del orhideje, se pravi za enega izmed 3 notranjih cvetnih lističev. Izdelanih imam vseh 6 cvetnih lističev orhideje, plus tale 2 cvetna lističa, ki smo jih izdelali na začetku. Zdaj pa je nastopil čas, ko bomo vse te cvetne lističe povezali v en cvet. In kako bomo naredili to? Najprej vzemite notranja 2 cvetna lističa, to sta ta 2 najmanjša. In tale rozast cvetni listič, ki je elipsaste oblike. In zdaj ta elipsast cvetni listič položite pravokotno na ta 2 cvetna lističa. Se pravi, zdaj bo zelo pomembno, na kak način boste pozicionirali vsakega izmed cvetnih lističev. Zdaj bomo dodali pa 2 največja cvetna lističa v ciklamni barvi. In sicer jo moramo zdaj pozicionirati tako, da bosta stala vzporedno s prvima 2 notranjima najmanjšima cvetnima lističema in pravokotno na ta elipsast cvetni listič. Se pravi takole. Če iz vseh strani pogledate, se pravi pravokotno na tega bo stal in pa vzporedno s tema 2.
Preostali so mi še 3 cvetni lističi orhideje, ki jih moram povezati s temi 5 cvetnimi lističi, ki so že povezani v neko formo. Vzamem prvega, ki ga narahlo sploščim, oblikujem ga kot v neko elipsico, podobno kot smo to naredili s temle cvetnim lističem, in ga postavim vzporedno na ta cvetni listič, le da ne na to stran, ampak na nasprotno stran, se pravi takole. Se pravi, da bo stal vzporedno s tem, nasproti strani, in pa pravokotno na ta 2 cvetna lističa. Zdaj ta 2 cvetna lističa sem že nekoliko skupaj stisnila, sem zato, da bom lažje namestila ta cvetni listič in nato tega povežem z ostalimi 5. Na podoben način pa povežem še preostala 2. S tem, da ju namestim vzporedno na ta in na ta cvetni listič, na vsako stran enega, le da zdaj bliže temu cvetnemu lističu, se pravi ne blizu tega, ampak blizu tega cvetnega lističa. Pa tudi ta cvetni listič lahko narahlo takole malo sploščim, ga dam na to stran, takole, in povežem znova z nitko. In na podoben način bom čisto na koncu povezala še zadnji cvetni listič. Zdaj pa namestim rahlo sploščen še ta cvetni listič, vzporedno s tem, ki sem ga prejle namestila, le da na drugo stran cveta. Tako. Se pravi, vaša rožica zdajle nekako takole izgleda. Cvetne lističe naše orhideje bomo zdaj razprli. In sicer najprej razprem ta 2 zunanja cvetna lističa, preprosto ju nekako potisnem navzven, z roko malo še sploščim, nato razprem največja 2 cvetna lističa na notranji strani. Takole. In na koncu še notranja 2 cvetna lističa. In zdaj ta 2 notranja cvetna lističa oblikujem tako, kot da bi nek srček želela ali pa nekega metuljčka oblikovati oziroma krila od metuljčka. Takole. Se pravi, tukaj je nastala taka vdolbinica, ki sem jo naredila s prsti. Na enak način pa to naredim še s tem cvetnim lističem. S prstoma potisnem ta del žička navznoter, tako da nastane kot srček, in razprem ta 2 cvetna lističa, tako da prideta kot nek metuljček oziroma krila metulja. Ta cvetni listič bom pa še malo sploščila z roko, ga podaljšala, prijela na sredini, stisnila skupaj in ta del zavrtela okoli svoje osi. Takole. Pa še enkrat, kot bi želela narediti neko osmico. Nato znova žičko poravnam in nastati mora manjša elipsa na koncu, tukaj gor je pa malo večji krog oziroma malo večja elipsa. Ta cvetni listič lepo poravnam. To je zdaj notranji del orhideje. Če pogledate cvet orhideje, boste videli, da ima res na notranji strani takle cvetni listič. Sploščiti moramo še ta 2 največja cvetna lističa.
To pa naredimo tako, da tale krogec primemo zgoraj in spodaj, ga s prsti sploščimo in nato oblikujemo tako, kot da bi oblikovali polkrog oziroma neko polovičko celotnega kroga. Takole, pa malo potegnemo navzgor. Na enak način oblikujem še drugo stran cvetnega lističa oziroma cveta. Cvetni listič rahlo sploščim in oblikujem neke vrste polkrog, ali pa kot bi delala gobico, mogoče bo to še boljša primerjava. Se pravi, še s prstom si na tej strani, pa še na tej strani pomagam. Malo potegnem s prsti, tako. Ta spodnji listič nesem malo bliže k tema dvema cvetnima lističema. Ta cvetni listič, ki sem ga prej zavila in ga oblikovala v osmico ali pa znak neskončno, pa zdaj narahlo obrnem še navznoter cveta, se pravi navzgor. Oblikujem še stranska cvetna lističa. Takole. Jo nesem gor proti največjima cvetnima lističema oziroma bliže temu delčku. Tako. In naš cvetek je že končan. Tako, zdaj bomo pa ta cvet povezali spodaj še s tesnilnim trakom, zato da se bo še bolj vse skupaj držalo skupaj in da bomo potem na koncu lahko cvet namestili še na stebelce, ki ga bomo prav tako naredili iz žice. Tako, in zdaj ta naša rožica resnično izgleda kot orhideja, cvet orhideje. Zdaj bom pa naredila še stebelca, na katero bom namestila celoten cvet. To pa naredim tako, da znova vzamem žičko, malo daljšo, jo ovežem. Tako, jaz sem vmes, medtem ko sem dokončala povijanje stebelca prve orhideje, ki sem jo izdelala, naredila še en cvet orhideje, tako da imam sedaj dva in ta dva cveta oziroma cvetova orhideje bom zdaj povezala skupaj. Izdelano stebelca, na katerem sta dva cvetova orhideje. Izgleda kar lepo, kaj ne? Tako, zdaj v zadnjem koraku, zatem, ko bom odrezala tukaj čisto na koncu še preostanek tele žice, bom pa to stebelce s flomastrom pobarvala v zeleno barvo. Ali pa morda celo z akrilno barvo.
Naše stebelce je pobarvano in tudi že posušeno. Posušila sem ga kar s pomočjo sušilca za lase. Lahko pa položite tole vejico z 2 cvetovoma orhideje tudi na radiator ali pa kam na sončno mesto, tako da se bo stebelce prej posušilo. Če želite, lahko zdaj to stebelce zapičite v zemljo, v kakšen lonček, kjer je bila prej kakšna vaša orhideja, pa sedaj nima več cvetov. Lahko jo postavite v kakšno posodico, vazico in jo imate kot dekoracijo. Tako, naša rožica je narejena. Jaz sem stebelce s tema 2 cvetovoma orhideje, ki sem jo izdelala iz žice in iz najlona, postavila kar v lonček, v katerem mi je včasih cvetela prava orhideja. No, njeni cvetovi so že odpadli, ostali so samo še tile listi, ki pa bi jih prav tako lahko izdelala iz žice in iz zelenih najlonk. Tako da, če boste imeli čas, voljo, željo, jih lahko tudi sami izdelate, poleg teh cvetov in stebelca. Če imate kakršnokoli vprašanje v povezavi z izdelavo cvetov orhideje ali pa mogoče tudi kakšnih drugih rožic, mi pišite, lahko mi napišete komentar spodaj pod ta video, pošljete mi lahko tudi sporočilo na info@unikatnica.com ali me pokličete na telefon, ki ga najdete na moji spletni strani unikatnica.com in z veseljem vam bom odgovorila ter vam pomagala pri izdelavi vaših izdelkov. V prihajajočih dneh vam želim veliko toplega sonca, veliko ustvarjalnega navdiha, veliko dobre volje, predvsem pa, da bi uživali vsak trenutek svojega življenja. Nasvidenje!